Med svetimi kraji v Rietski dolini zavzema posebno mesto Fonte Colombo. Kraj je naslonjen na vzpetino majhnega hriba in se imenuje po studencu, ki ga je mogoče najti globoko v gozdu. Sam Frančišek ga je imenoval Fons Columbarum, studenec golobov, odtod tudi sedanje ime. Tukaj se je Frančišek 40 dni postil in zbrano molil v votlini ter po božjem navdihu napisal vodilo in tako začrtal pot svojemu bratstvu. Naslednjega dne, ko je zamaknjeno molil, sliši glas iz nebes. Frančišek, drobtinice, ki si jih videl prejšnjo noč, so besede Evangelija. Navdihnjen od Svetega Duha se skupaj z 2 bratoma povzpne na goro. Tam se je postil in ob kruhu in vodi narekoval vodilo, kot mu je veleval Božji duh med molitvijo. Kdor bo to izpolnjeval, naj ga v nebesih napolni blagoslov najvišjega Očeta. Na zemlji naj ga napolni blagoslov njegovega ljubljenega Sina s Svetim Duhom tolažnikom in z vsemi nebeškimi močmi in vsemi svetniki. In jaz, brat Frančišek, vaš mali služabnik, vam zagotavljam, kolikor moram, znotraj in na zunaj, ta najsvetejši blagoslov. Amen. Nastanek potrjenega vodila reda manjših bratov. Najprej se bomo dotaknili konteksta ob ustanovitvi reda in vodila manjših bratov. Redovno življenje sodi k življenju in svetosti cerkve kot njen sestavni del, saj izraža najvišjo željo cerkve po skladnosti s Kristusovim življenjem, ki je pot, resnica in življenje. Krščansko in redovno življenje, ki jo je ustvaril Kristus, je zaupano cerkvi in sta sestavni del cerkve. Redovno življenje je bilo značilno v eremitskih, puščavniških ustanovah, meniških, kanoničnih in apostolskih, z lastnim vodilom in lastno duhovnostjo. Institucionalizacija tega se je zgodila šele s 4. Lateranskim ekumenskim koncilom leta 1215 in s tem tudi ustanovitev reda manjših bratov sega v to obdobje. Na tem koncilu se srečamo s prepovedjo ustanavljanja novih redov, znameniti 13. kanon. In kaj pravi ta 13. kanon? Da ne bi pretirana pestrost verskih redov v Božji cerkvi povzročala hude zmede, v prihodnje strogo prepovedujemo ustanavljanje novih redov. Kdor torej želi sprejeti versko obliko življenja, naj izbere eno od že odobrenih. Prav tako naj vsakdo, ki želi ustanoviti redovno hišo, sprejme pravila in ustanove že odobrenih redov. Prepovedujemo tudi, da bi bil nekdo menih v več samostanih in da bi en opat vodil več samostanov. Tako pravi 13. kanon. Papež Inocent III. Se je zavedal potrebe, da ne sme zanemariti legitimnih teženj novih verskih gibanj katoliške vere, že od prvega trenutka svoje izvolitve za vrhovnega papeža pri komaj 37 letih. Cerkvene razmere, ki jih je podedoval, niso bile prav nič lepe. Inocent III. Je med 4. Lateranskim koncilom sprejel zgodovinsko odločitev, da kanonizira, uzakoni institucijo apostolskega oznanjevanja, da bi tako ponudil pravno podlago novim gibanjem katoliške vere in ponudil možnost sprave, da bi sprejel od cerkveno zakonodavstvo za duhovna in pauperistična gibanja, ki so do zdaj stopila na polja z voljo boja proti cerkvi. Cerkvene instance, ki so določile
kanonizacijo institucije apostolskega gibanja, ki deluje od 4. Lateranskega koncila, so prošnje, ki izhajajo iz srečanja Inocenca III. Svetim Frančiškom o letih 1209-1210. Še vedno so prisotne v vseh redovih in vseh redovnih kongregacijah, ki temelijo na ustanovitvi apostolskega gibanja. Ni prepovedal nastanka novih verskih redov, ampak da sprejmejo že potrjena vodila. Kdor hoče ustanoviti nov samostanski red, mora prevzeti potrjeno vodilo enega od odobrenih redov. Odobrene so naslednje redovne ustanove: eremitski red, red kanonikov, meniški red in apostolski red. Sedaj se bomo dotaknili nastajanja vodila reda manjših bratov. Lahko rečemo, da ima nastanek Frančiškovega vodila svoje izhodišče na dan, ko se je Frančišek, še mladenič, ki se je pred kratkim spreobrnil po dolgi in boleči poti iskanja, dokončno srečal z evangelijem. Po nepotrjeni tradiciji 24. februar 1209 je vrh te začetne poti za sina Petra Bernardoneja, ko je med mašo, ki je bila obhajana v cerkvici imenovani Porciuncula, slišal besede, s katerimi je Jezus svoje učence poslal pridigat. Spotoma pa oznanjajte in govorite, nebeško kraljestvo se je približalo. Ko stopite v hišo, jo pozdravite. Če bo hiša vredna tega, naj pride nadnjo vaš mir. Če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam. Te besede so bile za Frančiška pravo božje razodetje, ki, kot nam pove njegov prvi življenjepisec, takoj poskoči od veselja, poln Gospodovega duha in vzklikne: to je, kar hočem, to je, kar iščem, to želim izpolniti z vsem svojim srcem. Te besede, kakor beremo o legendi treh tovarišev, si je vtisnil v spomin in se potrudil, da bi jih veselo izpolnil. Od takrat naprej je začel nositi revno in grobo haljo in namesto usnjenega pasu pričel uporabljati vrv. Drugi temeljni korak, ki zaznamuje nastanek vodila, najdemo v posvetovanju z Božjo besedo, ki ga je Frančišek opravil skupaj s svojima prvima spremljevalcema, Bernardom in Petrom, v cerkvi svetega Nikolaja blizu trga v Asiziju. Evangelij je bil kot njegova referenčna točka, zato je sveti Frančišek od tistih, ki so se mu hoteli pridružiti, da bi vedel, kaj Gospod od njih želi, trikrat odprl svetopismo in našli so naslednja besedila: če hočeš biti popoln, pojdi prodaj, kar imaš, in daj ubogim, in imel bo zaklad v nebesih. Nato pridi in hodi za menoj. Ničesar ne jemljite na pot, ne palice, ne torbe, ne kruha, ne denarja, tudi ne imejte dveh oblek. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Pri vsakem odpiranju svetega pisma se je Frančišek Bogu zahvaljeval, ker je našel potrdilo ideala, ki ga je tako dolgo iskal. Ko je videl tretje potrdilo, je Frančišek rekel Bernardu in Petru: brata, to je življenje in vodilo za nas in za vse, ki se nam bodo hoteli pridružiti. Pojdita torej in storita, kar sta slišala. Odlomek, ki ga je Frančišek najprej slišal v Porciunculi o misijonskem poslanstvu, je klic,
ki kaže na naravo apostolskega poslanstva nastajajočega bratstva. Zgornji trije odlomki pa tvorijo samo jedro redovnega življenja, trije evangeljski sveti, in to se je oblikovalo v najbolj prvinski statut prve skupnosti nastajajočega bratstva. Poleg tega evangeljskega poudarka imamo na drugi strani še Frančiškov zgled za nove brate, ki so ga videli kot resnično forma minorum, obliko manjših. Gre za hojo za Kristusom in za poslanstvo oznanjevanja. Hitra rast števila bratov okrog svetega Frančiška je rodila potrebo, da se zatečejo k papežu po odobritev njihovega načina življenja, da jih ne bi zamenjali z drugimi skupinami, ki so takrat obstajale s podobnimi težnjami, vendar heretične narave. Od tod je vztrajanje po odobritvi. Dogodki, ki so spremljali to odobritev, so obsežno dokumentirani v različnih prvotnih virih, čeprav z različnimi poudarki, in jih je mogoče skrčiti v naslednji naslov. Frančišek in njegovi bratje odidejo v Rim, da predstavijo propositum vitae, način življenja papežu Inocencu III. Legenda treh tovarišev natančno zbere dogodke iz prvih časov bratstva in potrdi, da je papež vse to potrdil na konzistoriju skupaj s kardinali. Prisluhnimo zapisu iz konca 13. stoletja. Medtem, ko je svetnik Božji po papeževem nasvetu molil, mu je Gospod v duhu v priliki spregovoril tole. V neki puščavi je živela zelo lepa in uboga žena. Njeno lepoto je občudoval veliki kralj in želel jo je za ženo, ker je upal, da bo z njo imel lepe otroke. Ko se je z njo oženil, je imel mnogo otrok. Ko so sčasoma odrasli, jih je mati takole nagovorila: Otroci, ne sramujte se, ker ste kraljevi sinovi. Pojdite torej na njegov dvor in on vam bo dal vse potrebno. Otroci so prišli k kralju, ki je občudoval njihovo lepoto. Ko je videl, da so mu podobni, je rekel: Čigavi sinovi ste? Odgovorili so mu, da so otroci revne žene, ki živi v puščavi. Tedaj jih je kralj z velikim veseljem objel in jim rekel: Ne bojte se, kajti moji sinovi ste. In če ste pri moji mizi nasitijo tujci, koliko bolj se morate vi, ki ste moji zakonski otroci. In kralj zapove omenjeni ženi, naj pošlje k njemu vse otroke, katere je imela z njim, da bi bili vzgojeni na dvoru. Blaženi Frančišek se je po tej prikazni, ki jo je imel v molitvi, razumel, da tista ubožna žena pomeni njega samega. In ko je opravil molitev, se je zopet predstavil svetemu očetu, papežu, in mu po vrsti povedal, kar mu je Bog razodel. Potem je rekel: Gospod, jaz sem tista uboga žena, ki jo je Bog iz ljubezni ustvaril, lepo po svojem usmiljenju, ter jo naredil za mater zakonskih otrok. Kralj kraljev pa mi je rekel, da bo skrbel za vse moje otroke. Če skrbi za tuje, mora toliko bolj skrbeti za svoje. In če je dal Bog grešnikom častne dobrine iz ljubezni do njihovih otrok, koliko več jih bo dal evangelskim možem, katerim pripadajo po zasluženju. Papež se je zelo začudil, ko je slišal vse to, toliko bolj, ker je pred prihodom blaženega Frančiška videl v prikazni,
kako se je cerkev svetega Janeza v Lateranu hotela porušiti, pa jo je neki pobožen, majhen in zaničevan mož podpiral s svojimi pleči. Ko se je zbudil, je bil čisto iz sebe in preplašen. Kot razsoden in moder mož je premišljeval, kaj naj bi pomenila ta prikazen. In čez nekaj dni je prišel k njemu blaženi Frančišek z brati in mu razodel, kakor je bilo že omenjeno, svoj namen in prosil za potrdilo vodila, ki ga je napisal s preprostimi besedami po svetem evangeliju. Po evangeljski popolnosti je namreč hrepenel z vsemi močmi. Ko ga je videl papež tako gorečega v božji službi in je premišljeval o svojem videnju ter o prej povedani priliki, ki mu je povedal Frančišek, je začel govoriti sam pri sebi. V resnici, ta je tisti pobožni in sveti mož, ki Božjo cerkev povzdiguje in jo podpira. In takoj ga je objel in potrdil vodilo, ki ga je Frančišek napisal. Njemu in njegovim bratom je dovolil povsod pridigati pokoro, vendar s pogojem, da bratje, ko bodo pridigali, dobe prej dovoljenje od blaženega Frančiška. In to je bilo potem potrjeno od papeža in kardinalov o konzistoriju. Znano je, da je imel papež Inocenc III. V času svojega papeževanja 3-krat na teden uradne konzistorije s kardinali in pravniki, na katerem so reševali najpomembnejše zadeve. V skladu s prakso preteklih 10 let se Frančišek ni lotil priprave vodila iz nič, ampak je raje zbral sklepe, ki so jih bratje sprejeli na kapiteljskih srečanjih. To je praksa, ki je že vsaj od leta 1216 potrdil Giacomo de Vitri v svojem pismu iz Genove, v katerem potrjuje, da bratje med letnimi kapitli, pri čemer se poslužujejo nasvetov strokovnjakov, oblikujejo in razglašajo svoje svete zakone, ki jih potem potrdi papež. Enako ravnanje se odraža v pismu ministru, v katerem Frančišek s temi besedami nagovarja naslovnika. Od vseh poglavij vodila, ki govorijo o smrtnih grehih, bomo na binkošnem kapitlju z Gospodovo pomočjo in po posvetovanju z brati določili tole. Če bi kdo od bratov po sovražnikovem zapeljevanju smrtno grešil, se je iz pokorščine dolžan zateči k svojemu gvardijanu. To formulacijo najdemo potem v 7. poglavju potrjenega vodila. Z upoštevanjem tega načina priprave vodila je Frančišek uspel rešiti evangeljski navdih začetkov in hkrati spoštovati delovanje Božje milosti v procesu rasti bratstva. Zvestoba temu načelu pojasnjuje, da je bil Cezar iz Spira, strokovnjak za svetopismo, tisti, ki je vodilo okrasil z besedami iz evangelija, kakor zapiše v kroniki brat Giordano. Besedilo, predstavljeno na generalnem kapitlju leta 1221, ni sad takratnega neposrednega premišljevanja, temveč rezultat postopnega usedanja izkušenj, preživetih v prvih 11 letih bratstva. Proces sestavljanja vodila je bil dolg in nekoliko pester, med katerim je treba dopustiti posredovanje različnih ljudi. To je proces, ki je tesno povezan z življenjem bratov in nakazuje, da v tem obdobju rasti najdemo vodilo za izhodišče in ki je tudi rezultat izkušenj, raziskav, ki jih je osvetljeval evangelij.
Besedilo vodila brez dvoma predstavlja Frančiškovega duha in življenje prvega bratstva. Konkretne okoliščine, ki so spremljale nastajanje novega besedila vodila, so nam posredovali le nekateri viri, med katerimi je najstarejši, Legenda Major, napisana skoraj 40 let po dogodku, druge najdemo v zbirki Asizi in v Ogledalo popolnosti. 3 pripovedi se ujemajo v naslednjih podatkih. Obstaja prva redakcija vodila, ki jo je naredil Frančišek na gori v spremstvu 2 bratov, vendar se besedilo izgubi in se ponovno vrne, da napiše drugo, ki je enako prvemu. Pripoved v Legendi Major je bolj trezna v svojih podrobnostih in predstavlja 2 jasna elementa. Na eni strani namen vzpostaviti analogijo, četudi nepopolno s tem, kar se je zgodilo Mojzesu na gori Sinaj, in na drugi strani izrecno zanimanje s poudarkom na delovanju Svetega Duha pri Frančišku, tako pri odločitvi za pisanje vodila, kakor pri sestavi besedila. Skoraj enaki pripovedi v zbirki Asizi in Ogledalo popolnosti sta bolj jasni pri opisu okoliščin in vsebujeta dialoge, ki jih naredijo bolj dramatične. Oba dosežeta vrhunec z opominjajočimi Kristusovimi besedami, ki jih čudežno slišijo vsi navzoči in so največji argument avtoritete v prid pristnosti vodila, ki ga je Božec napisal. Najvišji je svetemu Frančišku razodel, da živi po vzoru svetega evangelija in da svojimi brati iz dneva v dan ustvarja lastno vodilo evangelskega življenja, kot jim je to navdihnil najvišji. Tisto v poslušnosti glasu najvišjega dopolnili svojo izkušnjo evangelskega življenja in jo predložili v odobritev gospodu papežu. Sveti Frančišek nam v svoji oporoki jasno pričuje o nastanku svojega reda in o svoji ustanoviteljski vlogi. Zapisal je tole: Ko mi je Gospod dal brate, mi ni nihče pokazal, kaj moram storiti. Toda sam najvišji mi je razodel, da moram živeti po vzoru svetega evangelija. In jaz sem dal na kratko in preprosto zapisati, in gospod papež mi je to potrdil. Prisluhnimo še enemu zanimivemu pričevanju, ki ga je zapisal Tomaž Čelano. Nekoč je imel presveti oče videnje iz nebes, ki se nanaša na vodilo. V času, ko so se bratje sestajali, da bi razpravljali o potrditvi vodila, je svetnik, ki ga je zadela zelo skrbela, imel sanje. Zdelo se mu je, da je stal pobral zelo drobne drobtine kruha in da jih mora razdeliti številnim lačnim bratom, ki so bili okoli njega. In ko se je obotavljal v strahu, da bi mu tako drobne drobtine kot drobna zrnca prahu lahko ušle iz rok, se je zaslišal glas, ki mu je kričal od zgoraj: Frančišek, naredi eno samo hostijo z vsemi drobtinami in daj jo jesti tistemu, ki hoče. Ubogal je in tisti, ki je niso sprejeli s pobožnostjo ali so prejeti dar prezirali, se je takoj pokazalo, da jih je očitno prizadela gobavost. Zjutraj je svetnik vse povedal svojim bratom žalosten, ker ni razumel skrivnostnega pomena videnja. Toda malo kasneje, ko je bdel v molitvi,
je prišel do njega ta glas iz nebes: Frančišek, sinočnje drobtinice so besede evangelija, hostija je vodilo, gobavost je krivica. Frančiškovo vodilo predstavlja apostolski red, ki ga je 4. Lateranski koncil razglasil za kanoničnega in velja za enega od 4 velikih vodil redovnega življenja cerkve, skupaj z vodilom svetega Bazilija, puščavniški ali eremitski način življenja, svetega Avguština, regularni kanoniki in svetega Benedikta, meniški red. O tem imamo pričevanje Giacoma Vitri, ki zapiše: Toda Gospod je želel, da se temelj tistih, ki živijo po nekem vodilu, utrdi v trdnosti. Zato je v teh dneh dodal lepoto novega reda, svetost novega vodila. To je sveti red manjših bratov, to je čudoviti red apostolskih mož, vreden posnemanja. Verjamemo, da jih je Bog obudil v teh zadnjih časih proti sinu pogubljenja, Antikristu in njegovim posvetnim učencem. Vodilo svetega Frančiška Asiškega se običajno imenuje dokument, ki ga je odobril papež Honori III. Z bulo Solet Annuere z dne 29. novembra 1223. V vodilo odkrivamo Frančiškovo mentaliteto in veliko izrazov v prvi osebi ednine. V pomoč je bil kardinal Hugolin, ki je sam o tem zapisal, da je pomagal svetemu Frančišku, kakor tudi drugi pravniki in bratje zbrani na kapitlih. Vodilo je edini Frančiškov spis, ki je potrjen od papeža. Ostali njegovi spisi niso potrjeni. Sveti Frančišek je bil odprt Svetemu Duhu, zato je odgovoril na znamenje časa. Tudi mi smo poklicani, kakor sveti Frančišek, da prisluhnemo Svetemu Duhu in odgovorimo na izzive našega časa. In Frančišek je vedno, kadar je le mogel, vsem svojim bratom podelil tudi blagoslov. Naj vas blagoslovim z besedami, ki jih je izrekel sveti Frančišek: Gospod z vami. Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje, razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Ostanite v miru.